božično, novoletni čas je čas, ko se spomnimo svojih prijateljev, znancev in pa tudi sorodnikov ter ostale. Tako se je tudi naš župan Darko Fras spomnil in nas povabil tukaj v samostansko kletko, mi rečemo domačini, na prijetno druženje. Tudi njegov nagovor je bil dober, da se je spodbudil k našemu sodelovanju in mislim, da bo tudi v letu 2017 tako uspešno, kot je bilo leto 2016 in prejšnja leta. Izredno sem vesel, da se novoletnega sprejema župana oziroma na moje povabilo odzvalo tolikšno število ljudi. Tako velik odziv dokazuje, da pri Sveti Trojici znamo stopiti skupaj, da spoštujemo drug drugega, da spoštujemo delo, rezultate in dosežke, predvsem pa tudi trud in prizadevanja. Kajti, če ne spoštujemo dela drugih, potem ne spoštujemo tudi svojega dela. Tako da vsem, ki so nocoj bili tukaj ali so še vedno tukaj z nami, se zahvaljujem za to in seveda pravzaprav želim, da ostanemo tako enotni, tako povezani, tako pozitivni, kajti samo, če bomo znali še naprej stopiti skupaj, bomo lahko dosegli veliko več, kot si seveda tudi sami mislimo, da zmoremo. Torej, v slogi in enotnosti je moč. Ponosen sem tudi na Sveto Trojico, kot sam kraj in tudi občino. Še enkrat iskrene čestitke in vse dobro v naslednjem letu. Izjemno smo počaščeni, da smo vabljeni na vaše prireditve, tako tudi tokrat ob novem letu. Naše sodelovanje je tako na strokovnem kot na prijateljskem nivoju in celo skupnost Svete Trojice pravzaprav zelo visoko cenimo. Zaradi tega, ker je skupnost, ki drži skupaj, ki da nekaj na kulturno dediščino, ki da nekaj na vsak posamezen segment svoje skupnosti in ki te segmente tudi neguje. Tako da želim v prihodnosti, v novem letu, vsem članom vaše občine in seveda tudi županu, ki vas tako izvrstno vodi, pravzaprav to, kar je bilo že do zdaj. Srečo, zadovoljstvo, veselje, kreativnost. V Sveto Trojico zelo rada prihajam in v mnogih letih, kar redno obiskujem te kraje, se je Sveta Trojica zelo spremenila in to zablestela, bom rekla. Vidi se, da ekipa tako na občini kot občani in občanke zelo dobro sodelujejo, da so bili sposobni zgraditi skupnost zadovoljnih in uspešnih ljudi. In želim jim, da bi še naprej to skupnost bili sposobni voditi in peljati tako, kot do sedaj. Župan je tisti, ki mora na nek način držati stvari v svojih rokah, da stvari tečejo v pravo smer. Mislim, da ste imeli srečno roko pri izboru župana in želim mu, da bi to počel tako uspešno še naprej. Torej, srečne praznike in veselo novo leto. Županu se najprej zahvaljujem, da me takole vsako leto povabi, da lahko z glasbo popestrim tale novoletni sprejem. Sicer pa kaj bi mu sporočila, predvsem veliko volje, energije in motivacije pri njegovem delu. Naj ne obupa, naj ne omaga. Mi smo z njim, tako da se veselimo novih projektov, novih pridobitev, ki smo jih nocoj tudi slišali, kaj se vse bo zgodilo in tako naprej, tako da se veselim novih investicij. Gospodu županu se zahvaljujem za to povabilo, se mi zdi, da je izredno lepo, prijazno. V novem letu bi mu pa sporočila predvsem to, da želim, da je zdrav, da bo lahko z vsemi močmi in z vso energijo imel torej dovolj elana za delo, ki ga čaka, za vse izzive, ki so pred njim
in da bo tako pravzaprav zadovoljil to, kar sam želi, kar si zastavlja, kar od njega pričakujejo ali pričakujemo vsi mi občani, in seveda, da bomo v razvoju, v neki pozitivni skupnosti lahko tudi pozitivno zrli v prihodnost. Tako kot vsako leto nas je tudi letos predstavnike trojiških gasilskih društev povabil na ta novoletni sprejem županov. Županom dobro sodelujemo, predvsem pač čez celo leto, ker je pa pač priložnost zdaj glih pred prazniki, bi vsem skupaj tudi županu in pač občanom zaželel srečno, predvsem pa varno in zdravo novo leto 2017. Ob tej priložnosti bi se tudi rada zahvalila svojim članicam Društva kmečkih žena in deklet Sveta Trojica za vso delo, ki so ga darovale, da so lahko spekle, pripravile to pogostitev. Želimo vse najlepše v novem letu, zdravja, pa da bi dosti imel denarja, pa da bi dosti naredili v Sloveniji naši. Bi pa še izkoristil priliko in ob koncu leta voščil vse najlepše našim občankam in občanom in se jim zahvalil za izkazano zaupanje in pomoč pri graditvi naših projektov, katerih letos ni bilo tako malo. Seveda še kako za to zaslužen je tudi naš župan Darko Fras, kateremu se zahvaljujem, da smem biti del tega tima. Ne nazadnje smo kar nekaj stvari ob srečni roki speljali letos skupaj. Na koncu vam pa želim, vsi, ki zdaj to gledate, da bo vaša knjiga 2017 na vseh 365 straneh poslikana z samimi srčki in 4 peresnimi deteljcami. Pa lep pozdrav iz Svete Trojice.